Gospod, daj nam milost notranje resničnosti. To je molitev papeža Frančiška med jutranjo sveto mašo v domu svete Marte, potem, ko se je med homilijo zaustavil v pismu svetega Pavla Rimljanom, v katerem je spodbuda, da je potrebno z dejanjem vere pripadati Bogu, in razloži, kakšno je resnično božje odpuščanje, torej tisto, ki je zastonsko ter prihaja iz njegove milosti, iz njegove volje, in vsekakor ne tisto, kakor mi mislimo, da po naših delih. Le nostre opere sono la risposta all'amore gratuito di Dio che ci ha giustificato. Naša dela so odgovor na zastonsko ljubezen Boga, ki nas je opravičil in nam vedno odpušča. Naša svetost pa je ravno v tem, da vedno prejemamo to odpuščanje, kakor se zaključi psalem, ki smo ga molili. Blagor mu, komur je krivičnost odpuščena, ki mu je greh pokrit, blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva greha. In Gospod, on je, ki nam je odpustil izvirni greh, ki nam vsakič odpušča, ko gremo k njemu. Mi si ne moremo odpustiti svojih grehov s svojimi deli, samo on odpušča, mi pa lahko odgovorimo s svojimi deli na to odpuščanje. V današnjem Lukovem evangeliju nam Jezus razloži drugi način iskanja opravičenja preko podobe tisti, ki si mislijo, da so pravični zaradi videza, torej tisti, ki napravijo svoj obraz, kot je na podobicah, kakor da bi bili sveti. Hinavci so. V njih je vse umazano, toda na zunaj želijo dati videz, da so pravični in dobri, tako, da pokažejo, kako se postijo, molijo ali dajejo miloščino. Toda v srcu ni ničesar, ni nobene substance.